No, tudi ko ameriški napadi zadenejo iranske vojaške objekte, Teheran že napoveduje naslednjo fazo svojega vesoljskega programa. Iran pravi, da bo kmalu odprl nove laboratorije, nadzorne centre za satelite in svojo izstreliško bazo Čabahar. Hkrati pa bo preizkušal močnejše nosilne rakete. Iran to predstavlja kot civilni vesoljski program. Toda Izrael in Združene države vidita še en namen. Ista tehnologija, ki se uporablja za izstrelitev satelita v orbito, lahko pomaga tudi pri razvoju rakete, ki lahko doseže veliko večje razdalje. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Tal Imbar, strokovnjakinja za iranske rakete, vesolje in geoobzorje. Tal, najlepša hvala, da ste nocoj z nami na I24 News English. Začnimo s širšim pregledom iranskega vesoljskega programa. Koliko tega je dejansko civilnega? Iran je svoj vesoljski program začel v zgodnjih 2000-ih. Prvi iranski satelit pa je bil izstreljen z iranskim nosilnim raketnim vozilom, raketo, če želite, leta 2009. Od takrat je Iran izstrelil več satelitov, ne v najboljši kakovosti recimo, a kljub temu so bile ambicije iranskega vesoljskega programa zelo visoke. V Iranu obstajata dva ločena vesoljska programa. Eden je civilni, ki ga vodi Iranska vesoljska agencija, ki je pravzaprav legitimni organ. Drugega pa vodi IRGC, ki je seveda namenjen razvoju raket dolgega dosega, v nekaterih primerih pa služi kot krinka za prizadevanja Irana, da razširi doseg svojih raket. In seveda vojaški sateliti. Ampak ali sta res ločena? Mislim, katera tehnologija se najbolj neposredno prenese iz izstreljevalnika satelitov na raketo dolgega dosega? No, raketa je raketa. In v mnogih primerih bi se lahko izstrelitveno vozilo preoblikovalo ali preusmerilo, namesto da gre v vesolje, da zadene zelo oddaljen cilj. In vsi se spomnimo vsaj poročil o vsaj dveh iranskih raketah, ki sta bili namenjeni proti Diegu Garcia, ki je precej daleč od Irana. Tako da v resnici ne morete popolnoma ločiti med obema programoma. Programom balističnih raket in izstrelitvenimi napravami za vesoljske misije, še posebej, če govorite o vesoljskih prizadevanjih IRGC. No, IDF je marca napadla iransko letalsko vesoljsko poveljstvo za izstreljevanje satelitov. Ali vemo, v kolikšni meri so izraelski ali celo ameriški napadi dejansko upočasnili ta program? No, zelo težko je z gotovostjo reči, ker nimamo zanesljivih virov, razen poveljstva iranskega vesoljskega raziskovalnega centra v Teheranu. In vemo, kaj se je tam zgodilo. Popolnoma je uničeno in iranski mediji so prav tako delili dokumentacijo z tega mesta. Kljub temu danes ali včeraj prihaja novo poročilo iz Anglije. Navaja celoten seznam lokacij povezanih s vesoljskim programom, vključno z vsemi vrstami in tipi proizvodnih obratov, celotno vrednostno verigo iranskega vesoljskega programa in tako naprej. Torej, če to drži, Iran trenutno nima zmožnosti razvijanja, proizvodnje in izstrelitve satelitov, vendar bi to lahko imelo nasproten učinek, saj se bo Iran zanašal na druge dobavitelje, kot sta Rusija in Kitajska. In pred nekaj meseci smo slišali, da je Iran na skrivaj kupil kitajski izvidniški satelit. Torej, čeprav ni izdelan v Iranu, je to bližnjica do veliko bolj napredne tehnologije. Ko so že pri tem, kako Kitajska in Rusija pomagata Iranu obnoviti zmogljivosti, ki so bile prizadete, koliko informacij imamo o tem? Pravzaprav nimamo nobenih informacij, vsaj ne iz odprtih virov, vendar bi Iran kljub temu lahko preprosto dal denar Kitajske ali Rusiji in dobil še en satelit. In prav pred kratkim vemo, da je Rusija za Iran izstrelila komunikacijski satelit in to je seveda za civilne namene, ampak tudi za vojaške namene. Saj lahko satelitsko komunikacijo uporabite za vodenje brezpilotnih letal zelo dolgega dosega, na primer izven vidnega dosega.
Tako bi lahko Kitajska in Rusija bili dobavitelji, kar pomeni, da bo Iran imel zelo dobre zmogljivosti v vesolju, ne domačih, ampak pridobljenih pri zunanjih dobaviteljih. Kljub temu je kakovost satelitov, še posebej satelitov za daljinsko zaznavanje, veliko višja, kot jo lahko Iran doseže sam. In prav danes smo videli več satelitskih slik, ki jih je zagotovil Iran, vendar nam nikoli niso povedali, kateri satelit je posnel te slike. Nekaterih ocen škode po napadih oziroma BDA ciljev v Jordaniji, Omanu in drugih državah, ki jih Iran zdaj napada. Torej, zmogljivost obstaja že danes in bo obstajala tudi v bližnji prihodnosti, čeprav Iran morda ne bo tako kmalu izdelal svojih lastnih satelitov, kot je načrtoval. Kljub temu bodo imeli možnost uporabljati vesoljska sredstva drugih držav. Tal Imbar, hvala za vaš pogled in upogled v iranski vesoljski program, ter da ste bili z nami na i24 News English. Hvala.